obletnico kakšnega dogodka, je dobro, da se ustavimo in se v mislih pomaknemo na tisti prvi trenutek, katerega srebrno obletnico obhajamo. In tega se jaz še prav osebno spominjam, saj sem točno pred 25 leti prvič prestopila prag otroškega vrtca Balantičeve šole v Sanhustu. Gotovo se sprašujete, kaj ima v zvezi to z nocojšnjim koncertom. Pa vam povem, da sta oba dogodka povezana. Neko soboto je prišel v naš vrtec neki gospod. Imel je sive lase, sivo brado, visok je bil, da smo ga morali kar na gor gledati. In kar naenkrat nam je zapel nekaj pesmi. In tam se mi je zasvitalo. To je tisti gospod, ki pri nas doma cel dan poje na kasetah. Pa saj te pesmi poznam, ker jih mladi pojejo v domu. Stanko vedno tisto pesem Ostani z nami do jutra. Ali pa Stric Flaš, Ko zvonovi zapojo. Ali pa tisto o dobrih gostilem, pa tudi Martinov Ljubček. Saj ste jih tudi vi gotovo radi poslušali in peli, a ne? Takrat sem bila še zelo majhna in zato se ne spominjam veliko od tega obiska. A o njem sem slišala nešteto anekdot in dogodivščin. In potem, s časom, ob poslušanju kasete Ole, ole, ole iz Buenos Airesa, sem spoznala, kako ste vsi vi uživali ob teh koncertih. Ko sem odraščala, smo mladi še vedno radi peli njegove pesmi. Stare klasike in še Umrla bo država, Šum na srcu, Uspavanka za Evo, Umazanci, Moja čebela, Ko bom umrl, Poglej ga novo jutro. Ko pa je pred 17 let ta gospod, kateremu je ime Andrej, spet prišel k nam na obisk, sem lahko globoko doumela pesem Za prijatelje. Za prijatelje si treba čas vzeti. In Andrej si je vzel čas in prišel obiskat prijatelja Blaža. Nocoj, o 25. obletnici prvega obiska in nastopa na tem odru, pa imam veliko čast, da ga lahko predstavim. Dame in gospodje, dekleta in fante, otroci, z nami je Andrej Šifrer.
Moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet bitje našega srca. Zdaj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrsto s njo, kot prej nikom še. Zdaj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrsto s njo, kot prej nikom še. Zdaj za prijatelje je dobro le najboljše. No, še enkrat dober večer. Koliko sem vesel, da sem z vami, čeprav vas zelo slabo vidim. Bi bilo fajn, če bi jaz malo bolj. Tukaj je seveda prišlo tudi do neke napake. Namreč, jaz se vam opravičujem, jaz sem bil prepričan, da je moj koncert v soboto 21. aprila. V resnici je pa v nedeljo 22. aprila. Tako da v Argentini je vse drugače. A lahko večkrat luči dobim, sam da vidim, kje smo, kako smo. A se bojo moje oči navadile, bojo. Veste, jaz sem Sanhuščan. Tako me je krstil Blaž in tako naj ostane. No in vidim tale v prvi vrsti otroci, to me zelo spominja na 25 let nazaj. Verjetno niso isti. Jaz sem isti. Samo otroci so se zamenjali. In ti otroci izpred 25 let zdaj bolj v zad sedijo. In čez 25 let bojo pa telo zade. Kako to gre? Aha, no evo, že malo vidim. Ja, krasno. To se pravi, dobrodošli vsi v Sanhuštu, Sanhuščani in ostali. Aha, evo, zdaj vas povem. In točno vidim. Poglej, koliko lepih deklet je prišlo. In koliko pametnih moških. Kajti, kaj se je zgodilo? Prišle so same lepe dekleta, ta grde so ostale doma. In to naumni moški tudi. Zato je v redu. Cvet lepote in znanja na enem prostoru, ne glede na to, da je to 22. aprila. Sem učit se šel v mesta, da od pametnih izvem, kaj je bolje v življenju, biti slab ali pošten. Žrl knjige sem s polic, da naučim se vseh resnic, da izumil pismotnik, pa postal sem mlad sodnik. Vrnil sem se v svoj kraj, zljubil brhko sem dekle, obljubil nežne sem mi roke, plavouke otroke, dober veter knjižne zbirke na obroke. A prišlo
rešila je iza oka. Lepa dekleta ljubijo barabe, lepa dekleta jih padajo ognje. Imajo jih rade, dokler so mlade, na to gredo z nekom, ki je star in pošten. A gremo enkrat skupaj, lepa dekleta. Lepa dekleta ljubijo barabe, lepa dekleta jih padajo objem. Imajo jih rade, dokler so mlade, na to gredo z nekom, ki je star in pošten. Kaj pomenijo diplome? Svet drugače se vrti. Danes najbolje živijo izučeni lopovi, zato jih parkrat margoli. In lepa dekleta ljubijo barabe, lepa dekleta jih padajo objem. Imajo jih rade, dokler so mlade, na to gredo z nekom, ki je star in pošten. Zdaj pa prosim, lepa dekleta, punčke, gremo skupaj. Pazi, 1, 2, 3, 4. Lepa dekleta ljubijo barabe, Odlično. lepa dekleta jih padajo objem. Imajo Jih rade, dokler so mlade. na to gredo z nekom, ki je star in pošten. Tole je bilo dobro. Zdaj pa da vidim, če imamo tukaj tudi barabe. No, baraboni, upam, da znate kaj zapet, bomo zdaj videli. Lepa dekleta ljubijo barabe, lepa dekleta jih padajo objem. Odlično. Imajo na to gredo z nekom, zdaj pa jaz sam. Na to gredo z nekom, ki je 65 let star, že malo obšlesan, ampak pošten. Odlično. Dobro? Dobro. Dobro. Si moramo vse... Dobro. Dobro. Ok. No, zdaj pa gremo počakati malo, A bi malo počakal. Ok. O moj Bog. A to je ta Pavli. Ja, v redu. No, tega sem se bal. Ampak dobro, v redu. Sveti Pavel, iz Tarza. No, takole, veste, jaz sem bil doskrat kar malo šokiran nad tem, ko sem poslušal zgodbe, ki sem jih slišal v Argentini, kako so se Slovenci po vojni znašli v popolnoma drugem okolju, v drugem jeziku, med neznanimi ljudmi. In to o tem eksodusu seveda se je slišalo, bralo. In moram reči, da se mi je to nekako vtisnilo v srce, pač to, da ljudje morajo iti od doma nekam drugam na čist druga polja, na neke med druge ljudi. Ponovadi ti ljudje niti niso vedno dobrodošli in tako naprej. In zato sem bil začuden, da sem tudi v Sloveniji spoznal sem jo v neki restauraciji, ki je stregla eno dekle, ki je očitno prihajala z nekih karibskih otokov in tako se je izkazala tudi res in po pol leta mi je povedala svojo zgodbo, ki je katastrofalna. Skratka, znašla se je v Ljubljani z svojima 2 hčerkama, ki hodita v šolo. In ker je, zdaj sem pa nekaj slišal o Slovencih, vedno slišal, mi smo dobri ljudje, mi smo to, mi smo ono. Vse je res, jaz tudi poznam samo dobre ljudi. Ampak tam je pa povedala v resnici, da je mogla iti od doma, da ima te 2 punci tukaj, ampak da
zdaj govori slovensko malo tako, malo ne najboljš, no, ampak sem rekel ti, jaz lahko napišem komad o tebi. Pa prav, ne, zakaj bi ljudje mogli vedeti o moji nesreči? Ok, pa ne. Potem pa, če sem čas, ok, pa ne bo, pa lahko. In potem sem rekel, a bi ti slučajno tudi meni pomagala, pa bi kaj povedala noter. Kaj, da bojo vedeli, da sem to jaz? Ne morem, ne. Pa je tudi na to pristala, no, skratka tako, da nekako sem jo nekako dobil in pa sem rekel, pa se ti bi mogla biti ponosna na to, da jaz praktično pišem pesem o tebi. Pa ona prav, Andrej, to se ne sa mene, to je sa tebe pa sa tvoje Slovenost. Tudi ni imela s tem dost. Skratka, rekla je zelo zanimivo stvar. Pri vas mi ne dogaja podnebje, pol leta je bil sneg. Pri vas moja hrana je drugačna. Včasih nas srečamo rasiste, ki nas pošiljajo nazaj. Pojdite tja, kamor ste prišli. Prav, ampak v Sloveniji, Slovenija je najbolj varna dežela na svetu. Ženska se sama lahko v polnoči sprehaja kjerkoli in pa zastonj edukacion. Ok. In tako je nastala pesem Ramona, ki pravzaprav opozarja na eno zelo važno stvar, ki se dogaja ljudem. Zakaj se slabe stvari gode dobrim ljudem? Smo krivi sami, usoda ali sistem? Na ta odgovor si moramo vsak sam postaviti, sploh v času, ko je toliko imigracij po celem svetu. Evropa je zasedena in obsedena in mislim, da bo še hujš. Kako se zdaj postaviti na to? Jaz se spomnim samo enega zelo pomembnega stavka, čeprav sem imel pomisleke v zvezi s tem, ali je to prav ali ne. Izrekla ga je nemška premierka Angela Merkel, ko so rekli, pa kaj imamo mi z milijonom tujih neizobraženih ljudi? Njen odgovor je bil eden. Wir sind Christen. Mi smo kristjani. Zato se moramo ob takih stvareh zamisliti, ali kristjani pomagajo, ali obrnejo pogled proč. Hvala lepa.
ker si pač dobrih ni, Ramona. Imaš lepoto in mladost, a men od tega ni ustal prav dost, Ramona. Obrisal vzdušek in bom prah in z mojim vinom sprav zadah, Ramona. Zakaj se slabe stvari godi dobrim ljudem? Smo krivi sami, usoda ali sistem. Zakaj se slabe stvari godi dobrim ljudem? Smo krivi sami, usoda ali pa ta sistem. Zakaj se slabe stvari godi dobrim ljudem? Smo krivi sami, usoda ali pa ta sistem. Zakaj se slabe stvari godi dobrim ljudem? Smo krivi sami, usoda ali pa ta sistem. Prosim, kako je zdaj? Se bomo kaj videli? Poglejte, sonce in to tako, taki uri. Veste, v neki daljni deželi, v drugem času, v povsem drugih razmerah, je nekdo za svojega gospodarja nosil v vrču vodo od studenca do hiše. To je bila njegova služba. Imel je tako palico, na vsaki palici je bila glinen vrč in on je to nosil za gospodarja. Problem je bil na nečem, da eden od vrčev je bil počen in je prinesel na po dobrih 500 metrih samo polovico vode noter, ostalo je steklo dol. In ta počen vrč je spregovoril svojemu nosaču, svojemu vodonoši. In rekel, poglej, ti se toliko trudiš, ampak zdaj pa prineseš samo polovico vode noter. Prav, jaz se ne bom nič čudil in nič ne bom zameril, če me boš razbil in kupil nov vrč. Ampak nosač je rekel, motiš se, počen vrč. Poglej, tle, ker nosim cel vrč, je spodaj puščava. Tukaj, ker pa nosim tebe, pa rastejo rože in nove cvetlice. Iz tvoje napake se rojevajo nova življenja. Pred vami stoji počen vrč. Če bi ne bilo vseh mojih grehov, skokov in preskokov, bi ne imel več kot polovico svojih pesmi. In to so moje rože in trave. Hvala, ker razumete. Žitev zgodnega časa, bogatega klasa, zatrobila je svoj odhod. Ko reko gozdna vila me je poljubila, odpeljala pod nebesni svod. Do takrat oktober ni bil slab in nedober, le večno zapisan čas. Ko smo iskali plodove za pozne rodove, nihče ni videl za nas. Rad bi jokal s teboj kot klav, rad bi pil ti kot Jackson Brown, kot Air in Bonnie
Sva srkala nebo, podobah rajskega greha, v tvojih gubah od smeha. Bil sem reven, bil sem bogat, ko skoz bedrisal nebesa, tvoja srednja telesa, v večerih sem hodil spat. Duša se izkrca, papirnata srca mi padejo v objem. Pohota švedskih stranišč, levoda poznih plesišč, večno zdaj lahko odprem. Rad bi jokal s teboj kom, rad bi bil ti kot Jackson Brown, kot da je bom in lajal. Šum na srcu me bo izdal, a vzina iz vetrov, kako sva srkala nebo. Ker do takrat oktober ni bil slab in nedober, le večnost zapisan čas. In London ni bil, ne vem, ni desiv, na vse usta se je izkril. Rad bi jokal s teboj kot klovn, gremo. Rad bi bil ti kot Jackson Brown, Kot da je bom in lagal, šum na srcu me bo izdal. Kot da je bom in lagal, šum na srcu me bo izdal. Kot da je bom in lagal, šum na srcu me bo izdal. No, danes predstavljam tudi na en način svojo zadnjo ploščo, imenuje se 40-letno rosti, zato ker je nekako toliko časa traja moja diskografska kariera, namreč lansko leto je bilo 40 let, odkar je šla mala plošča Zobo Blues ali Zaljubil sem se v svojo zobozdravnico. In tako je nastala ta plošča 40 let norosti, si morate misliti. Namreč, jaz sem bil in sem diplomirani pravnik. Jaz sem naredil to fakulteto, naredil diplomo, pred menoj je bila krasna karijera pravnika. Ampak poklic ni tisto, za kar se jih šolaš, ampak poklic je tisto, za kar si poklican. In mene že 40 let nekdo kliče. In sem mu blazno hvaležen, ker mislim, da imam najlepši poklic na svetu. Osrečevati ljudi in jih narediti, spraviti v tako situacijo, da začnejo peti. Ole, 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 Andrej. Ole, 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 Andrej, Andrej. Ole, 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 Andrej, Andrej. Ole, evo ga. Hvala vam, hvala vam. Ampak še vedno, pogledajte, jaz še vedno pišem pesmi, še vedno se ukvarjam s tem, da mislim, da imam kaj zapovedati in ena od teh pesmi ta, ki se začne takole. Ne bojim se, da v prihodnosti bomo odvisni od robotov. Strah me je, ko moč preide v roke idiotov. Tega me je res strah. Človeka bolj spoznaš po tem, kar govori o drugih, kot po tem, kar drugi govorijo o njem. Zato ostan pri meni. Ostan pri meni, ker sem edini na svet, ki je še iskren.
Ostan pri meni, ga ni na svet, ki bi bil bolj zaželen. Samozavest ni to, da si prepričan v zmago, ampak da s smehom preživiš tudi, če izgubiš. Mi rekel je kolega, da življenje je kot pasja sprega. Če nisi povsem odspred, imaš hudičev slab razgled. Za drek razgled. Zato ostan pri meni, ker sem edin na svet, ki je še iskren. Svarim te le pred tem, kar ni v tvoj prid. Zame si edino, za kar se splača borit. Ampak takoj pa pride. A jaz bi se s teboj ukvarjal in na to se pogovarjal. Ti bi raje govorila, pa se šele pol ljubila. Za umret. Kakšen vrstni red. Ampak vseeno, ostan pri meni, ker sem edin na svet, ki je še iskren. Ajde!